Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih. Lepo pozdravljeni v oddaji Luč v temi. Nocoj bomo gostili gostjo, ki živi daleč, tam v Mehiki. Z nami bo Mateja Pineda, ki je kot mlada odšla v Mehiko, tam izgubila vid, si tudi ustvarila družino in se sedaj ukvarja s poučevanjem jezikov na daljavo. Ob koncu oddaje pa bomo imeli še kratek pogovor z Anjo Uršič, ki je v mesecu februarju bila izvoljena za članico upravnega odbora Evropske zveze slepih. Ostanite v naši družbi. Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Kot smo že v uvodu oddajo dejali, zdaj z oddaljeno povezavo potujemo v Mehiko. Preko oddaljene povezave lepo pozdravljam našo nocojšnjo gostjo, Matejo Pineda. Mateja, lep pozdrav v Mehiko. Živja Sonja, pozdravček v Slovenijo. Če je pri nas ura 21, je v Mehiki koliko? +7, se pravi 28:04 zjutraj. Naj poveva poslušalcem, da vas nismo vrgli iz postelje, da smo bili tako prijazni, da smo ta pogovor naredili že vnaprej. Mateja, začniva z nekaj takšnimi uvodnimi vprašanji. Že dolgo živite v Mehiki, pa vseeno me zanima, kakšna je prva asociacija, če rečemo Slovenija? Slovenija, zelena barva, lepo otroštvo, varnost, Evropa, kokoš. Kokoš? Aha, kokoš. Ja. Torej oblika zemljevida? Ja, točno to, ja. Dobro, zdaj pa že kar nekaj časa živite v Mehiki in nas zanima, kakšna je tam kaj hrana, na primer vaša najljubša? Moja najljubša tukajšnja hrana so seveda takosi. To so tortije, v slovenskih restauracijah imenujejo določene zadeve tortilja, to se izgovori tortija, da bi bila j brez l-ja. In to je sam ta mečkana palačinkica, na katero se da različne nadeve. In potem ti jedi s tortijo so pa lahko takosi ali pa kesadije. Tako da recimo na en način se tukaj te tortije uporabljajo zelo podoben kot v Sloveniji kruh, ampak ne sladkimi zadevami, ne. Tako da se lahko to je recimo z raznovrstnimi vrstami mesa, recimo svinjino, z govedino, lahko se to je z raztopljenim sirom, lahko se je s kakšno zelenjavo, zelo razne kombinacije se jejo pač na tej tortiji. Radi kuhate? Jaz pa najraž. Ja? Jaz prej, ko sem bila še videča, nisem preveč rada kuhala. In ko sem spoznala mojega moža, so se pogovarjala, kaj bo kdo prispeval za gospodinjstvo, sem rekla, jaz vse naredim, sam kuhala ne bi. Rekel, super, jaz pa rad kuham. Tako da sva se fino zmenila, njega pa zelo zanima hrana. Tako da sem enih parkrat sem se pa potrudila, pa sem mu enih par slovenskih zadev skuhala. Naprimer, ima zelo rad golaž, pa rad ima musako. Zdaj to, koliko je to slovenska hrana, ne? Slovenija je tako majčkana, da je pod vplivom različnih držav, ki so v bližini, ampak recimo, da je to jaz smatram za slovensko hrano. To mu je zelo všeč. Recimo tukaj pri nas doma se tudi ogromno testenine jedo. Je pa ljubiteljica, je pa moja hči Nina. Ona zelo rada je testenine, najraje ima z bolonsko omako, pa tiramisu ima tudi rada, pa palačinke tudi radi jemo. No, torej o tem, kaj je slovensko in kaj ne, bi zdaj morali kaj več povedati strokovnjaki iz tega področja. Potice pa gotovo še nista pekla, kaj? Ne, pa slabo kaže. No, to bomo pa pripravili, ko bosta prišla v Slovenijo, velja? Ja, jaz mislim, da bo mogel to kar kdo drug narediti, ker če bi jaz to prej kdaj počela, najbrž bi tudi našla varianto, da bi sama pripravila. Zdaj za nič začeti, zdaj bi se mogla pa še majčkeno bolj potruditi. Gospa Mateja, odraščali ste v Sloveniji. Kakšne imate spomine na to in kje ste pravzaprav rojeni?
Ja, jaz sem rojena v Ljubljani, kot velik slovenskih otrok, sem se pa že v Sloveniji ogromno selila. Najprej sem se selila z očetom pa z mamo iz Valburge v Kamnik, pa s tam v Blagovco. Potem smo se pa z mamo preselili, pač mama je našla novega partnerja. Smo se preselili na Prevoje. Jaz bi rekla, da sem tam, kaj pa povem, v šolo hodila, pa več kot ne spala, se mi zdi, da se nisem nikoli čisto dobro integrirala, ker sem potem šla v srednjo šolo v Ljubljano in sem si tam našla pač prijateljice, s katerimi sem veliko vikendov preživela. Moji spomini so pa, zdaj tukaj primerjam najbolj z Nininim otroštvom, najbolj cenim v Sloveniji izjemno dobro šolstvo, pa varnost. Jaz si zdaj ne predstavljam, recimo moje hči tukaj, jaz ji ne morem dovolj, da bi šla od doma v eno trgovino, ne vem, 100 metrov stran, ker pač varnost tukaj v Mehiki je zdaj kar en velik problem. Jaz sem pa vse to lahko počela, kamorkoli sem si želela, sem lahko šla sama, brez starša, na kolesu, peš, to je bilo nekaj fantastičnega. No, samo upamo lahko, da bo v Sloveniji še dolgo tako, namreč tudi tukaj že okušamo tudi vpliv kakšnih takih nevarnostih, o katerih govorite. Pa vendar, kako pa je potem dozorela odločitev za preselitev kar v Mehiko? Ja, jaz sem bila pač prvič poročena in sem se še bolj srečno ločila kot poročila. In mi potem moja najboljša prijateljica mi je rekla, če bi šla jaz obiskat njenega brata v Mehiko. Pa sem rekla, zakaj pa v Mehiko? Je rekla, da greš pač na eno potovanje in da boš potem pač vzela zalet pa šla v nove čase. Sem rekla, ok, v redu. In sem obiskala njenega brata, ki je živel takrat na severu Mehike, v mehiški državi Sonora, in jaz sem rekla, pa to je fantastično, to je pa tako kot Italija, samo majčkeno boljš. Nisem nič Italijo omenila, jaz sem se vedno sem se odlično počutila v latinskih državah. Jaz sem bila najstnica, ko sem bila najstnica, sem delala v Trbižu na stojnicah in jaz sem se super počutila z južnimi Italijani, v glavnem, ker sem se takoj počutila sprejeto, zelo topli ljudje so se mi zdeli in meni je to, odvedno mi je to zelo ustrezalo. Tako da sem na letalu domov, sem rekla, se bom pa v Mehiko preselila, ne vem, kaj moram vse narediti, da do tja pridem, ampak jaz želim stanovati pa živeti v Mehiki. In ko ste prišli tja, gotovo na začetku kot turistka ali kako? Ja, najprej sem se vrnila v Slovenijo in moja prva izobrazba je ekonomist za zunanjo trgovino, ampak jaz takrat nisem znala nič več španščine, ker si pa no palo mejor, ker sem se naučila v nadaljevanki Modro poletje. Sem rekla, tole za ekonomistko ne bo zadosti dobro, ker pač bi seveda tam se pogajaš, ponujaš zadeve. In potem sem šla na spletno stran pogledat, kakšne vrste služb so tam, in sem videla, da ogromno učiteljev z angleščino iščejo. Sem rekla, super, jaz sem pa tudi, od nekdaj sem tudi angleščino imela rada. V bistvu sem jo hotela študirati, v enem momentu pa so se potem malo zadeve drugače obrnile. In sem se certificirala prek pač enega podjetja ameriškega za učiteljico angleščine kot tujega jezika. In to podjetje je tudi obljubilo, da pač takrat je bila cena $1000, da plačaš certifikat in da ti oni v 3 mesecih najdejo službo v državi, kjer želimo. In jaz sem si izbrala Mehiko seveda in so mi našli službo, ampak sem tja prišla delati s turistično vizo. Tista jezikovna šola, ki me je takrat zaposlila, mi ni bila pripravljena pač urediti dokumentov. In sem rekla, to pa jaz ne bi 6 mesecev bila v Mehiki, pa potem šla ven iz Mehike, pa spet nazaj, to bi bilo čisto predrago, pa preveč zoprna zadeva. In sem takrat kontaktirala ambasado v Washingtonu in sem vprašala, če slučajno za kakšno službo vedo. So rekli, gospa, vi si morate pa sama službo najti. Ambasada v Washingtonu, ker v Mehiki ni nobenega, niti konzulata. So častni konzulati, ampak ni konzulatov, ki bi pač pomagali Slovencem z dokumenti, še manj pa ambasada, ker nas je premalo tukaj. No?
In so rekli, ja, joj, to si morate pa vi službo sama najti, ampak nas je pa pred kratkim kontaktiral častni konzul Slovenije. Lahko vam damo njegov e-mail, pa ga lahko vprašate. Ne? In sem ga jaz vprašala in na ključe je hotela, da je ta častni konzul tudi lastnik jezikovne šole International House. Tako da me takoj povabil na razgovor in sva se zmenila, da mu bom jaz pomagala pač na častnem konzulatu, pa kombinirala to s poučevanjem angleščine. In sem se potem iz te države Mehiške Mičovkan, kjer sem začela, sem se preselila potem v Mexico City in začela poučevati tam. Je bilo težko takole kar zamenjati kraj, pravzaprav posloviti se od vseh prijateljev, takrat najbrž še ni bilo toliko povezav na voljo, kot jih je danes. Joj, jaz sem, v bistvu sem se že od majhnega navadila, da jaz sem se toliko selila, da je moje življenje tako izgledalo, da bi se vsakič novo poglavje odprlo. Glih zaradi tega, ker takrat ni bilo ne telefonov, e-mailov pa takih zadev, tako da sem jaz imela veliko prakse v tem, da ali sem se preselila v Ljubljano, ali sem šla v šolo v Ljubljano, potem sem se tudi preselila drugam z možem in vedno sem imela te, pač recimo izgube prejšnjih prijateljev, pa pridobitev novih prijateljev. Tako da jaz sem prišla do zaključka, da so ljudje v naših življenjih, ki nas spremljajo del poti, eni so pa, ki nas spremljajo zavedno. No in eni od tistih, ki vas zdaj spremljajo že kar nekaj časa, je vaša družina. Ustvarili ste si družino v Mehiki, pa vendar je bilo potem ravno to obdobje zaznamovano tudi z vašo zelo težko preizkušnjo izgube vida. Ja, nažalost je bilo temu tako. Jaz sem si zelo želela biti mamica, že odkar sem bila 9 let stara. Moja logika je bila taka, če se nisem toliko jaz dobro v svoji družini počutila, potem bom pa jaz sama svojo družino ustvarila. In pač v prvem zakonu 10 let nisem zanosila, nisem nobenih zdravstvenih postopkov šla delati. Ker je bil moj mož diabetik in se ni pazil zadosti nas in sem rekla, kaj bom drugim parom kradla priložnost, da zanosijo, če pač moj mož ne naredi tisto, kar bi on moral narediti. Tako da ja, potem sem spoznala mojega moža Fernanda, s katerim sva skupaj. In sem enkrat sem rekla, da pač si neizmerno želim biti mama, da pač nisem mogla zanositi v prvem zakonu in da bi bila jaz pripravljena tudi kakšen postopek narediti, če bi bilo potrebno. Sem rekla, če se pa to ne bi dal, bi pa pač jaz posvojila otroka, ker jaz mama rabim biti, moram biti, ne moram, da ne bi bila mama. Rekla, v redu, nič ne skrb, se boš zanosila. In je bilo res tako, res sem zanosila, precej hiter. In takrat sem hodila pol metra v tal, presrečna, najprej sploh nisem mogla verjeti, da sem res zanosila. Imela sem sicer ene take čiste, običajne, mislim, ne toliko nenavadne težave v začetku nosečnosti, sem imela krvavitve, ampak tista zadeva se je potem uredila. In sem bila res neizmerno srečna z možem, ki sem ga imela res noro rada in sva pričakovala najnega prvega otroka. In potem sem pa v 8. mesecu nosečnosti, sem pa kar naenkrat tako mečkan, nisem čisto jasno videla, da bi bilo mečkan zamazan, malo tako, mečkan, pač ni bilo jasno, no, nisem videla jasno. Se še spomnim, sva kavo pila z mojim možem v eni kavarni, pa sem rekla, poslušaj, ti tamle, ne vem, 50 metrov stran, ti lahko jasno prebereš, kaj tamle piše, rekel, ja, kaj, ti ne. Sem rekla, ne, nekaj tako mečkan, da bi bilo malo zamazan. In sem potem to ginekologu povedala, pa je rekel, vam dan tukaj včala, povejte, če kaj boljš vidite, sem rekla ne. In vse, kar je rekel, tole mi pa ni všeč. Je bil blazno inteligenten človek, tale ginekolog, nič me ni hotel prestrašati, ni bil glih najboljši moment, 1 mesec pred porodom, vznemirjati me. In smo to zadevo pustili pač ob strani, jaz sem pač, pol je bil pa 9. mesec, sem rodila Nino. No, potem sem pa opazila, da sem pa bolj začela izgubljati, ne, in potem se pa začela, ta nočna mora. In kdo vam je takrat stal ob strani? Ste sploh imeli kakšno pomoč v Mehiki? Kako je tam poskrbljeno za ljudi, ki izgubljajo vid? Ja, takrat sem imela, recimo, čustveno oporo od vseh oseb,
recimo se tudi konec koncev, zdaj so tudi telefoni pa maili, imela sem nek kontakt z mamo, ampak ne moram reči, da sem se kaj preveč hudo lahko na njo oprla. Z očetom bolj mal, v bistvu mi je ob strani stal moj mož. Je bila pa taka nenavadna situacija, ker jaz kaj nekaj tako zelo groznega se mi zgodi ali pa kakšna težka zadeva, ki jaz tega ne moram deliti pri najboljši volji, ne dokler jaz ne najdem izhoda ven. In to je trajalo 4 leta, je bil on ob meni, ni vedel, kako se počutam, tudi ni vedel, kaj jaz zmorem, česa ne zmorem in moram reči, da sem bila kar naporna takrat. Sem se jezila na njega, če mi ni ponudil pomoči za tisto, kar sem jaz rabila, če mi je pa ponudil za tisto, kar sem jaz še zmogla, sem bila pa tudi jezna, tako da sem bila res, je bilo kar hudo to za njega. Nisem niti k nobenemu psihologu poslali, recimo najbrž bi bil kakšen tanatolog, primerna oseba, na nobeno rehabilitacijo me niso poslali, v bistvu sem sama iz te luknje ven zlezla. In kako je potem ta očesna okvara napredovala? Imate zdaj še kaj ostanka vida? Ne, zdaj jaz sem čist slepa, čist sem zgubila vid kompletno in trenutno vidim tako, kot če bi bile bele črne pikice, tako kot je bilo včasih na televiziji, če nisi računala, kadar ni bilo programa, so bile te bele črne pikice, no to je, kar jaz zdaj vidim, se pravi nič, jaz izvidim čist nič, ne moram pomagati z nobeno zadevo. In koliko časa je minilo zdaj od takrat? Rekli ste, 4 leta ste se pobirali. Zdaj zvenite precej optimistično. Koliko časa zdaj že nosite to preizkušnjo? Ja, to je, to je bilo, začelo se recimo 13 let nazaj, no, in se pravim, tisti ta prvi trenutki, ker jaz si v življenju nisem predstavljala, da jaz kdaj ne bi videla, ker še očal nisem nosila. Jaz sem imela perfekten vid. In potem najprej si seveda v šoku, jaz nisem imela, recimo, če imaš kakšno degenerativno bolezen, mogoče že malo veš, kam ta zadeva pele, ne. Mene pa res, ko strela z jasenga, to padalo v življenje in najprej si seveda, to je grozljivo, ne predstavljaš si, kako bi to bilo, da najbolj grozljivo mi je bilo to, da ne bi mogla svoje hčerke videti, svojega moža, ne predstavljaš si, kako bi sploh karkoli lahko naredil, brez da bi videl, ne. In potem še nisem imela tudi te sreče, da mi me kdo na kakšno rehabilitacijo poslal, da bi me česa naučil, tako da sem se s poskusi pa z napakami, sem se v bistvu učila, ne vem, kuhati, pol sem pa začela kuhati, prej, ko sem videla, ne, zdaj, ko ne vidim, sem pa začela kuhati. Likam cel čas, perem perilo cel čas, obešam, zlagam, to sem itak skozi počela. Potem je pa potem sem pa enkrat sem le šla, tukaj bila ena Brajlova sala, je v eni knjižnici, in tam je bil en inštruktor, ki me je naučil s palco učiti po stopnicah gor pa dol, to je vse, kar je prispeval, ampak mi je dal pa eno gromozansko darilo, ker mi je začel razlagati, kako on tukaj iz Pachuke, ker zdaj smo se preselili z Mexico Cityja, kako on hodi delati v Mexico City, pa kako gre sem, pa tja pa v trgovino, pa nisem mogla verjeti. Računalnik uporabila, sem si mislila, bom pa jaz tudi nekaj učila, naučila od tega, kar se je on. In takrat, ko sva iz te knjižnice ven stopila, me je Fernando pogledal obraz in je rekel, zdaj pa moja žena nazaj prišla. Sem rekla, kaj tu misliš? Je rekel, zdaj imaš pa čez roki izraz na obrazu in takrat potem pogovori s tem inštruktorjem, prej sem skozi rekla, zdaj pa tega več ne morem, pa unga več ne morem, pa ne morem več tega. Od takrat naprej sem pa rekla, pa kako bi pa jaz tole lahko, pa kako bi jaz uno lahko. To je bil recimo en tak, ta glaven moment, ki mi je depresijo zbrisal brez antidepresivov, brez terapeuta. Ta drugo gromozansko darilo mi je pa pandemija prinesla, ker vem, da je bila grozljiva za veliko ljudi, ki so veliko izgub doživeli. Jaz sem dobila pa priložnost prek Zooma se učiti nadaljavo, uporabljati računalnik, uporabljati telefon in to me je pa še eno priložnost prinesel. Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih. Poslušate oddajo Luč v temi, v njej pa gostimo Matejo Pineda, ki živi v Mehiki in pravkar govoriva o njeni težki izkušnji izgube vida, torej v času materinstva. Mateja, dejali ste, da vam je bilo najtežje, da ne bi videli svojih otrok, svojega moža, rekli ste že, mož vam je stal ob strani. Kako pa je to preizkušnjo sprejela hči?
V bistvu z Nino je šlo pa kar, bom rekla, kar precej gladko, zaradi tega, ker ona je bila čist premajčkana, da bi se zavedala, kaj se je dogajalo. Tako da ona se je navadila, da jaz ne vidim. Sem pa jaz čutila, da imam pa eno veliko nalogo, sem rekla, v redu, zdaj, če ima, mislim, to zdaj glih ni idealno, da ima Nina slepo mamico, ampak okej, zdaj sleposti si pač je, slepote si nisem jaz izbrala, žrtvo pa ne bom. Tako da sem si zmeri, mislim, nikoli se nisem čisto sesula, ker sem vedela, da si zaradi tega ne morem dovoliti, pa tudi nisem izdel fair do Fernanda, sem rekla, se tudi on ni kriv, da sem jaz izgubila vid in mi tukaj ob strani stoji, tako da kar z obe bo treba stisniti pa prispevati, kar zmorem. Pa nisem hotela, da bi, pač sem želela Nini dati občutek varnosti, pa tudi samozavest, da siguran bo v šoli kakšen otrok omenil, ne, tvoja mamica pa ne vidi in da bo ona čist naravno odgovorila in da se njej ne bo nič tako groznega zdel. Ker sem videla, če bo ona se počutila pač v redu s to zadevo, da je tudi kjerkoli komentar, ki bi padel na to temo, da je pač ne bo prizadel. In sem vse sorte zadeve sem poskusila, no sem je čist grozen zdel, ker je ona takrat, ko je bila 4 leta stara in sem jaz v šolo peljala tukaj peška, pa je menih 15 minut od doma. In mi je rekla, mami, a te do Erike peljem, ena druga mamica, da te bo peljala domov. In jaz se pa tudi nisem mogla kar je niks mamici navesati, pa zdaj bo pa ona zame skrbela, pa me domov vozila. Sem rekla, ne, Nina, ti ne skrb, se jaz znam domov pridati. Je rekla, pa se ne boš zgubila. Sem rekla, ne, veš da ne, kako pa misliš, da jaz pote pridem popoldan? Znotri sem bila pa, sem bila pa čist prestrašena, ker jaz sem se takrat še zgubljala. Ne? In tako sem poskusila pač ji pomagati, da je ona, ne vem, nekako, da je pomirjena s to zadevo in da tudi se ne dotakne, recimo, če kakšen sošolske vpraša, da zna tudi kaj pametnega nazaj odgovoriti, predvsem pa, da se ona slabo zaradi tega ne počuti. Kaj pa je bilo tisto, kar je kljub vsemu bilo v pomoč v najtežjih trenutkih? Kam ste se zatekali, s čim ste si pomagali, dajali motiv za življenje, se hrabrili? Ja, mislim, najprej seveda, ko sem vid zgubljala, sem vsak dan sem rekla, zdaj pa tega ne vidim, pa vse te spremembe sem seveda z grozo opažala in me je bilo zmeraj bila tista misel, a bom čist vid zgubila. In seveda sem ga čist zgubila, ne. Potem sem pa, ne vem, bolj mi je bilo pa grozen in potem en dan sem si rekla, pa poslušaj, je res vse to grozen, a ni čist nobene pozitivne stvari v tvojem življenju. Sem rekla, pa seveda je, se jaz za nos nisem imela, zdaj imam pa jaz eno hčerkico res. Sem rekla, ok, jaz sem že, itak sem srečnica, da sem sploh mama lahko, ampak da imam pa jaz Nino, to je pa sploh loterija, ne. Sem rekla, eno hčerkico imam, ki jo imam neizmerno rada, pa moža, ki mi stoji ob strani. Pa ne vem, prav silila sem se v začetku opaziti vse, pa sonca je tukaj veliko, pa streho nad glavo imamo, pa hrano imamo v hladilniku, pa kaj še lahko, zakaj še lahko prosim. Torej, človek si mora dajati pozitivne spodbude in me zanima, kako je drugače tam v Mehiki z odnosom do invalidov? Ste od družbe dobili nekakšne spodbude ali ste tudi tukaj doživljali zavrnitve? Ste imeli kakšne stike morda z drugimi slepimi, razen tistega gospoda, ki ste ga že prej omenili? Ja, zdaj kako ravnajo s slepimi? Tukaj je neka taka čudna zadeva, da veliko ljudi misli, da se mogoče tudi kdo se, ampak zmeri mislijo, da se pretvarjamo, če smo slepi. No, jaz nisem imela take izkušnje, vem pa, da prijatelji, ki so slepi, pa ja. In to se v glavnem dogaja s tistimi ljudmi, ki imajo take vrste oči, da ni vidno, no, pač da se ne vidi na videz, da človek ne vidi, ne, da izgleda, kot da bi mi nekam gledali. Ne. In včasih jih preizkušajo, pa pravijo, pa sej vi vidite, zakaj se pa delate, da ne vidite. To je recimo ena neprijetna izkušnja. Jaz imam pa same pozitivne izkušnje, jaz pa vedno, ko grem po Nino, ogromnkrat se ljudje ponudijo, če me lahko spremijo čez cesto, če mi lahko kako pomagajo. Jaz sem imela same pozitivne izkušnje. Je pa res, da pa država, pa recimo položaj invalida v Mehiki pa čisto drugačen kot položaj invalida v Sloveniji, ker tukaj država da 135 evrov za 2 meseca. To je vse, kar dobiš podpore. In še to dobijo invalidi od 0 do 29 let,
potem pa ne vem, kaj mislijo, da pol pa invalidnost zgine do 65. leta, ki pa dajo pač starostne pokojnine. Ampak tehle 135 evrov v 2 mesecih, to tukaj, ne vem, tukaj še za hrano ni zadostno. Tako da to je nekaj zelo, zelo slabega, žalostnega, bi rekla jaz. Po drugi strani pa spodbuja tiste invalide, ki so sposobni pač nekako se, kako bi rekla, usposobiti se, pa se vključiti v delovni proces, ker pač to ni zadost za preživetje. In tisti, ki pa imajo možnost se usposobiti, no, pa rečemo, so na nek način motivirani, da pač vse dajo od sebe, da ali začnejo nekaj sami početi, oziroma ali pa da se v kak delovni proces vključijo. No, tudi vas je torej ta slepota nekako prisilila, da ste poiskali nove možnosti dela, zaposlovanja, služenja denarja, in če je korona mnogim ljudem bila nekako, bom rekla, težava, prinesla veliko stisk, pa je vam odprla okno rešitve. Res je, ja. Na prvem tečaju računalništva sem se učila tipkanja in je tovarišica vse učence v tečaju vprašala, zakaj si pa ti se prijavil na ta tečaj, kaj pa ti želiš s tem narediti. In jaz sem brez premisleka rekla, jaz pa hočem spet angleščino učiti. Pa rekla tovarišica, fino. No, in potem, ko je bilo konc tega tečaja, tistega dne sem prišla ven in sem rekla, Fernando, jaz bi pa rada angleščino spet učila. Rekla, super, prav. No, in sem potem začela razmišljati, kako bi jaz poučevala. Sem rekla, Fernando, kako bi pa, kako ne se pa iz tega lotam, in skratka, pogovarjala sva se veliko, v glavnem sem jaz sama razmišljala, na kakšen način bi jaz poučevala angleščino. Skratka, zdaj pač poučujem angleščino v skupinah. Letos imam 3 različne nivoje, imam A1, A2 pa B1, pa konverzacijske tečaje imam tudi še in sledimo programu enega učbenika, ki ga je moj mož uporabljal, mislim, da 15 let v jezikovni šoli, jaz pa 3 leta. Se nama zdi, da ima fin način in sistematski način pač poučevanja angleščine. In sem pač razvila program in pač vse, tudi priprave audije, da lahko jaz pač poučujem angleščino. No, prav preko spletne povezave Zoom sem tudi jaz osebno prišla v stik z vami. Povezali ste se tudi s slepimi iz Slovenije. Imate veliko vez zdaj z nami tukaj v Sloveniji in ali morda razmišljate o tem, da bi tudi za naše slepe in slabovidne ponudili kakšen tečaj na daljavo? Ja, to se pa zgodilo čisto po naključju. Sem videla, parkrat sem videla, da so pač objavili, da bo srečanje prek Zooma, ampak sem bila zmeraj prepozna. No, potem sem pa enkrat končno pravočasno videla, da bo pač ena klepetalnica in sem se prijavila, pa sem se pač povezala prek Zooma, zaradi tega, ker me je zanimalo, kako pa ljudje v Sloveniji živijo pač to slepoto oziroma slabovidnost, ker jaz pač to izkušnje iz Slovenije nisem imela, jaz sem šla videča v Mehiko. In ja, tako zelo prijetne ljudi sem spoznala, je zelo prijetno slišati njihove izkušnje, videti razlike med Mehiko in Slovenijo. In ja, tudi je že ideja padla, da bi jaz poučevala tudi slepe ljudi iz Slovenije. Angleščino zdaj to šolsko leto prihodnje, ki se bo začelo septembra, ne bo mogla, ker pač želim eno skupino do konca pripeljati, končati z njimi nivo B2. Ampak v letu 2025 septembra bi pa lahko, bi pa imela pač en prostor, kjer lahko odprem eno skupino za angleščino za Slovenijo. Pa mimogrede, moj mož se velikokrat namuzne, pa pove prijateljem, da jaz učim inkluzivno angleščino, pa vsi, ona tudi slepe poučuje. Ne, reče on, ne. Inkluzivno je, da ona poleg slepih in slabovidnih tudi videče poučuje. In res je tako, moje skupine so mešane. No, to je lepo slišati, da smo tudi na tak način lahko vključeni in da tudi mi vključujemo videče, ne samo videči nas. Gospa Mateja Pineda, kakšen je zdaj vaš pogled na to vašo prehojeno pot, tudi na to kalvarijo, ki je za vami, in kaj bi rekli tistim ljudem, ki se morda prav ta trenutek soočajo s kakšno težko preizkušnjo v življenju? Ja,
Jaz bi recimo za slepoto, bom zdaj za pač slepoto komentirala, lahko se pa to na katero koli situacijo uporabi. Moj zaključek je, da recimo biti slep ali pa slaboviden je lahko ena nepremagljiva ovira ali pa lahko samo en zanimiv podatek, odvisen kako pač mi to zadevo živimo. In jaz mislim, če je kakšen tak handicap, kar to je pač zdravstven ali pa fizičen, da se zelo splača poiskati načine, na katere bi lahko čim bolj funkcionirali znotraj sveta, pač znotraj našega življenja, kakršnega pač živimo zdaj, naučiti se čim več stvari, ki bi nam lahko pomagale živeti naš vsakdanjik. Je pa res, da je pa življenje lahko tudi polno. Recimo moji dnevi so taki, da recimo poučujem angleščino, pomagam v gospodinjstvu, velikokrat pomivam posodo, kaj včasih tudi kaj skuham, operem, zlikam, se družim z mojo hčerko in pomagam kaj pri nalogah, se tudi družabne igre igramo, neizmerno rada berem, študiram zdajle čustveno inteligenco, imam neke cilje potem s coachingom kaj narediti, da lahko tudi mi polno živimo, ampak je pač treba se majčkeno potruditi, pa najdeti način, kako te zadeve živeti. Ne obstati tam, kjer ste, in poiščite način, da bi se vi tudi vključili in živeli vse tiste interese, ki jih imate. Torej, vzemimo preizkušnjo kot izziv za korake naprej. Mateja Pineda, hvala za tale vaš dragoceni čas, da ste si ga vzeli, ga delili z nami in da ste delili z nami te svoje dragocene življenjske izkušnje. Prisrčno vas pozdravljamo v Mehiko in seveda tudi vse vaše. Najlepša hvala za povabilo in vzeti je treba vajeti v roke in se premakniti z točke, kjer zdaj ste, pa boste videli vsak naslednji korak bo lažji. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. V mesecu februarju nas je dosegla vesela vest, da je bila v upravni odbor Evropske zveze slepih izvoljena naša slovenska predstavnica Anja Uršič. Anjo zdaj lepo pozdravljam preko naše telefonske zveze. Anja, dober večer, lepo pozdravljeni. Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Najprej seveda iskrene čestitke ob izvolitvi. Kako to doživljate? Ja, najlepša hvala. Bila je kar zame zelo presenetljiva novica. Mislim, da še zdaj rabim kakšen trenutek, da pravzaprav dojamem, kaj se je pravzaprav zares zgodilo. Tako da še zdaj me, bom rekla, neki taki entuziastični občutki še vedno prevzemajo. Tako da, ja, je bila kar, bom rekla, vesela novica, vendar tudi, bom rekla, ker sem rada odgovorna oseba, taka bo polna izzivov. Ne poznam pravil Evropske zveze slepih in njihovega upravnega odbora. Ste imeli več proti kandidatov? Ja, se pravi na tej generalni skupščini, ki je potekala od 12. do 14. februarja, nas je bilo pravzaprav 12 kandidatov, predstavnikov različnih nacionalnih organizacij za slepe in slabovidne, ki so nas pač nominirali. In izmed teh 12 je v upravni odbor Evropske zveze slepih bilo izvoljenih 8 kandidatov. Tako da, ja, 4 so pravzaprav v bistvu izpadli, sem pa prejela 3. največje število glasov, tako da je bila podpora kar močna, bom rekla. So vas poznali že od prej ali ste se zdaj predstavili s kakšno svojo vizijo, pogledom na to delo upravnega odbora? Ja, tako bom rekla. Jaz v samo Evropsko zvezo slepih sem bila že prej dosti vpletena, ker sem bila tudi pred leti vključena že v en projekt, EB Youth, projekt v bistvu, kjer smo bili z Evrope pravzaprav zbrani 4 člani te EB Youth skupine, ki nas je Evropska zveza slepih preko raznih treningov, seminarjev izobraževala pravzaprav za zagovorništvo pravic slepih in slabovidnih na evropski ravni, kako se pripravlja kampanje, projekte in pravzaprav pridobivanje, bom rekla, nekih veščin in kompetenc za bolj te vodstvene položaje. Tako da sem pravzaprav že preko tega projekta imela nek stik z njimi
in tudi sodelovala sem že na različnih konferencah in tudi drugih seminarjev, ki so bili organizirani strani Evropske zveze slepih. Tako da poznanstva so že bila, ja. Ja, gotovo so vas morali poznati, da ste lahko prejeli tako veliko število glasov podpore. Pa me zanima, imamo slovenski slepi in slabovidni zato kaj večje obete zdaj v evropskem merilu? Ja, jaz bom rekla, da zagotovo. Jaz si vam prizadevala za to, pravzaprav gre za tudi, da bom poskušala preko svoje vloge v upravnem odboru tudi povečati samo vidnost naše nacionalne organizacije, se pravi Zveza društev slepih in slabovidnih, in seveda tekom upravnega odbora si bom seveda prizadevala tudi za zagovorništvo interesov slepih in slabovidnih. Tako da, ko bojo kakšne problematike tudi na slovenski ravni izpostavljene in da bomo recimo potrebovali kakšno podporo strani Evropske zveze slepih, bom seveda tukaj se zavzela. Seveda. Kakšna pa je sicer vloga Evropske zveze slepih v evropskem merilu? Če si predstavljamo našo zvezo slepih, ki na nek način opozarja na potrebe slepih v našem prostoru, je tudi Evropska zveza njen glavni cilj to, ali ima še kakšno vidnejšo vlogo v politiki Evrope? Zdaj tako, Evropska zveza si v prvi vrsti prizadeva, bom rekla, za to evropsko raven, se pravi razne direktive in sama politika, ki je oblikovana na evropski ravni, tukaj Evropska zveza, bom rekla, prvi nek zagovornik interesov in pravic slepih in slabovidnih. Tako da Evropska zveza ima, se pravi, bom rekla, najprej, se pravi, to vlogo povezovanja z evropskimi institucijami, kot sta Evropska komisija in Evropski parlament, ter tukaj pravzaprav za zavzemanje in izpostavljanje specifičnih potreb slepih in slabovidnih, ki so potem seveda preko teh raznih direktiv in drugih aktov prenesene oziroma implementirane tudi na nacionalni ravni. Tako da Evropska zveza ima kar pomembno vlogo, ker je tudi članica se pravi World Blind Union, svetovne organizacije slepih, in potem seveda tudi Evropskega invalidskega foruma. Tako da, ja, bom rekla, kar pomembna vloga nekega lobiranja za pravice slepih in slabovidnih. Torej, tako pomembna vloga je zdaj tudi vaša. Verjamemo, da jo boste opravili z največjo odgovornostjo. Nekaj mesecev vas bomo pustili, potem pa, če ne zamerite, bi vas iz oddaje Luč v temi spet poklicali in z prve roke zvedeli, kaj je novega v Evropi. Seveda, bom z veseljem sodelovala. Gospa Anja Uršič, iskrene čestitke še enkrat ob izvolitvi. Naj bo ta pot ne preveč naporna, pa seveda čim bolj uspešna v zastopanju vseh nas. Hvala lepa za pogovor. Ja, hvala vam. Čisto za konec naše oddaje smo prihranili še nekaj obvestil. Bi radi pomagali slepim in slabovidnim in jim nudili spremstvo v različnih življenjskih potrebah? Pridružite se mreži spremljevalcev, ki deluje pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije, in se udeležite usposabljanja, ki ga pripravljajo v ta namen. Usposabljanje bo potekalo v soboto 23. marca med 9. in 16. uro v prostorih Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skabrne na Kotnikovi 32 v Ljubljani. Usposabljanje je zasnovano izkustveno in interaktivno in je brezplačno, so pa za udeležbo obvezne prijave. Prijavite se lahko na elektronskem naslovu klicni.center@zvezavezajslepih.si. Ponavljam, klicni.center@zvezavezajslepih.si. Ali po telefonu številka 01 47 00 244. 01 47 00 244. Slepe in slabovidne, njihove sorodnike in prijatelje vabimo na postno duhovno obnovo. Potekala bo preko spleta v ponedeljek 25. marca ob 19. uri. Gostja srečanja bo sestra Emanuela Žerdin.
Z njo bomo razbijali predsodke in stereotipe o smrti. Se pogovarjali o tem, kako biti blizu umirajočim in nenazadnje, kako se dobro pripraviti na našo smrt. Kdor bi želel prejeti povezavo za srečanje, naj svoj elektronski naslov sporoči v klicni center Zveze slepih na telefonsko številko 01 47 00 244. 01 47 00 244. Lepo vabljeni. Vabimo vas na letošnje romanje slepih in slabovidnih s prijatelji, ki bo potekalo od srede 8. maja do petka 10. maja po Sloveniji in Beneški Sloveniji. Pot nas bo vodila v ključna, tudi manj znana romarska središča, k Mariji Ženici v Porčin, kjer se je leta 1855 devica prikazala deklici Tereziji in jo nagovorila v slovenskem jeziku. Prijeto znamenje križa je na njeni dlani ostalo zavedno. Že v srednjeveški dobi so številni poglabljali svojo vero v cerkvici nad kanalom. Od 18. stoletja dalje pa je ta postala eno osrednjih božjepotnih središč. Marijino celje s kopijo milostne podobe device iz osrednjega srednjeevropskega svetišča Marija Cel bo nagovorilo tudi nas. Majski čas bo že pravi tudi za sprehod ob morju in obisk otoka Barbana, kjer za duhovno življenje skrbijo bratje frančiškani. To je le nekaj poudarkov letošnjega romanja. Pridružite se nam in delite vse, kar bomo skupaj doživeli. Toplo vabljeni. Vse podrobnejše informacije dobite pri Albini Krek na telefonski številki 041 48 15 47. 041 48 15 47. V oddaji Luč v temi je bilo to za nocoj vse. Že zdaj pa vas vabimo k poslušanju naše aprilske oddaje, ki bo na sporedu 14. aprila, v kateri bomo govorili o Asherjevem sindromu. Lepo vabljeni, do takrat pa lep pozdrav in blagoslovljen postni čas še naprej. Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.